Verjetno je to odločitev narave človeka, da se pač nekega dne odločiš, da poskusiš nek material in ugotoviš, da ti da neko zanimivo posledico, ko ga začneš prijemati. Konkreten material seveda je pri meni glina in ta je prvič zelo dostopna vedno bila, nikoli ni bilo potrebno ne vem kakšne poti, da si prišel do nje in sem ostala pri glini celo življenje pravzaprav. Mislim, da je ženska oblikovno za kiparja bogatejša in voljnejša. Pri ženski se nikoli ne vprašamo, če ima eno neumno, noro pozo. Če se bi moški postavljal v poze, kakršne se dajo videti na razstavi ženske, bi začeli sumiti s tem človekom nekaj ni čisto v redu. Ženski pa pritiče premikanje, ker je mogoče je to posledica teh družbenih prepričanj, kako je moški pravzaprav pojem neke inteligence in razumarstva in tehnične spretnosti in vsega tega. Nezavedno mogoče pričakujemo v podobi moškega, da bo tista trdna intelektualna figura, ki bi se osmešil, če bi se recimo vlegel v položaje, kakršne se lahko moje ženske premikajo. Nikoli nimam občutka, da so moje prav neumne ali pa da izpadajo zaradi giba neumne. Še bolj pa zagotovo sem zdaj prepričana, da niti ne toliko sam gib, da bi me zanimal, ampak bolj kompozicija premika enega telesa, ki ti da neskončne možnosti postavljanja pravzaprav, da upoštevaš res tisto kiparski prostor, volumen skozi prodore med rokami, med nogami, med gibi, med srečanji dveh figur in to je dovolj draž za kiparja, da se lovi ne glede na to, ali je figura, kako bi rekla, abstraktna ali pa ženska. Ženski to ne zgleda neumno. Ja, jaz mislim, da smo vendarle različni ljudje, ne, in hvala Bogu pač, da smo, da je tu neka naravna inteligenca giba, ki jo ima ženska, bi rekla, bolj subtilno, lahko zaznavaš tist njen premik, ki že izraza njeno stanje ali pa razpoloženje. Ne vidim, ali nisem znala opazovati moške, ali so se mi pa primarno že zdeli, da ne bojo tega spravili skupaj, kar spravi ženska. To bi spet dala krivdo glini, ker glina je material, če ga hočeš v končno fazo postaviti, to se pravi, da ga posušiš pa daš gat, ne sme imeti ogrodja. In ker nima ogrodja, prav velikega formata ne prenese, ker se začne sesedati. Če ima pa ogrodje, pa ga žgat ne more žati material, ne, glinast. In vodi potem, samo delo vodi v tisto najbolj skrajno višino, ki je smiselna, da nimaš potem, da ti ga pravzaprav v peči, če daš gat, vse skupaj raznese. So trenutne neko stanje razpoloženja ali pa čisto navadnih lastnosti, ki jih vsi ljudje imamo, od radovednosti do lenobe, do obupa, do žalosti. To je pravzaprav sestavni del, ki ga nisem nikoli razgrajevala, zato da bom rekla, danes bom pa žalost delala. Kar je nastalo takrat, kar sem verjetno imela neko tako pobudo v sebi. Postavljena na javnem prostoru in zaradi tega imam vedno bolj občutek, da sem dolžna na nek način
pogledati, ali sem naredila prav ali ne. In pri javnih plastikah, ki že stojijo, je, kar se mojega odnosa do njih zdaj, ko že stojijo, tiče, več vidim napak, kot pa kaj drugega. In si mislim, to bi morala pa malo drugače. Ampak zdaj je, kaj je, to ne moreš ni več spreminjati. Drugače pa običajno v plastiki bilo seveda neka določena pristop, ki si se moral nanj pripraviti, čisto drugače kot pri teh malih skulpturah, ker si moral poznati vsebino, ki jo bi naj predstavljala. Če je človek običajno je, da je nosilec neke misli, neke značilnosti tiste osebe. In to zahteva seveda malo poglobljeno učenje in tudi srečanje z njegovim časom, z njegovimi ljudmi in namenom, zakaj je sploh javna plastika zanj postavljena. Razlika, imela sem verjetno en izlet, ker so vsi okrog mene že začeli delati seveda abstraktno. Sem čutila, da ni velike razlike, pravzaprav nisem naredila hudega koraka vstran od mojih žensk. Oblike so vse dokaj organske in sem pa ugotovila, da tiste vsebine ali pa tistega občutja trenutnega, ko primem glino za eno malo skulpturo, tiste pobude v abstrakciji nisem mogla upodobiti, kar lahko recimo za eno žensko figuro. In sem nazadnje se je izkazalo pri meni, da se začenjam ponavljati in vse se mi je zdelo zelo enostavno. Teh bi lahko pravzaprav proizvajala več, kot zdaj se vidi tukaj teh malih žensk, ampak v vseh teh malih žensk me nobena ni dolgočasila, one so me pa začele dolgočasiti. Prvič je, nisi vedno razpoložen, ko nastopi trenutek, ko je portretiranec pripravljen, da bi recimo poziral, pa se človeku ravno ne da takrat delati, ali obratno, je portretiran in disponiran. In je na nek način tudi, ko delaš portret, delaš pravzaprav en trenutek njegovega življenja, nekega dne, neke ure, ko je tam, ko je pred tabo, ali pa ko je fotografiran, če je delan portret po portretu. Nikoli ni to skupek vseh teh značilnosti nekega obraza, mimike in giba glave in predvsem muskulature obrazne, recimo, ki bi zaobjela kompletnega tega človeka. Portret je bolj kot ne spomin, vsaj jaz ga tako občutim, spomin na tisto prvo predstavo, ki sem jo imela o človeku, ko sem ga zagledala. Potem se trudiš, kolikor se da, priti mu bliže po merah, po posebnem izrazu, ker ko enkrat portretiranec sedi pred tabo, je običajno že čez pol ure popolnoma brez izraza. Portretiranec se začne dolgočasiti, ker mu je tisto poziranje je pravzaprav res bolj kot ne, potem pride se lahko samo do študije tega, bi rekla, fizionomije obraza, ne pa več njega samega, ker on tudi postane čisto top in mrtev od sedenja. Tako da so ti trenutki samo, ki jih lahko mešanca dobrih fotografij, kljub živemu še zmeraj skoraj da več podatkov, kot pa en sam človek, ki ga portretiraš. To je pač delo tako, kot ti včasih uspe, včasih pa nikakor. Pravzaprav nisem nikoli razmišljala o tem, da bi imela neke čustvene
odnose do tega, je to pravzaprav tudi neko delo, kot če bi kdorkoli karkoli dela, enako vredno delo. In tudi, ko sem bila v službi, nisem gledala, kako, da bi z občudovanjem gledala svoje poklicno delo, tisto v prosveti. Tudi zdaj seveda nimam niti najmanj tega odnosa vzgojenega ali pa pridobljenega. V glavnem gledam bolj kritično ali pa naveličano ali pa skoraj jih več ne vidim. Če jih je preveč doma, moram priznati, da mi je ljubše, če jih ni. Me bolj spodbuja k nadaljnjemu delu, če jih ne vidim.